Vse to bodo naredili zdravstveni delavci, ki smo jim v tem obdobju že večkrat smo jih poimenovali korona junaki. Predvsem zato, ker so v službi vsak dan izpostavljeni tveganju, pa tudi zato, ker morajo izrednim razmeram prilagoditi zasebno in družinsko življenje. Jaz pa Jernej, najina mami dela na Golniku. Kjer se ukvarja s pacienti z koronavirusom. Najprej nas je bilo zelo strah, da se bi kdo od nas okužil. Potem smo se pa usedeli pa pogovorili. Mene je bilo še posebej strah, da se bo naša mama okužila, ker bi lahko zaradi tega tudi umrla. Živjo, jaz sem ime Katarina, stara sem 11 let in obiskujem 5. razred. Vesela sem, da je moja mama zdravnica. Saj, ko bom odrasla, si želim postati isto kot ona. Jaz sem pa Jakob, star sem pa 12 let. Mene ne skrbi za to, da bi se mami česa nalezla, saj vem, da si zelo prizadeva za to, da ostane zdrava. Vem, da imajo v službi zaščitno opremo, ki naj bi preprečevala okužbo. Skupaj smo se usedeli dol, pa se dogovorili, kaj moramo narediti za osebno higieno, kaj sploh ta virus je in kaj povzroča, kako se obraniti pred njem. In ko mami pride iz službe, da gre pod tuš, da da vse bacile dol in da se izogibamo tesnim stikom z njo. Gremo v stanovanje, si razkužimo roke. Te si treba pravilno razkužiti, saj je možnost, da na nekaterih mestih ni razkuženo. To pa ni dobro, če se s tem dotikamo obraza. Malo se je spremenil, ker moramo tudi pač doma več delati, ker smo tudi več skupaj. Vsak dan v bloku razkužam kljuke, ograje pa divjal. Mami je zdaj dosti manj doma. Ni mi všeč, ker se ne morem družiti s prijateljicami, niti prespati ne moramo skupaj. Hudo mi je, ker se starejšimi brati in sestrami ne moramo videvati. Jaz si pa čas krajšam z glasbo. Najbolj me pa skrbi, da letos ne bo valete, saj je zelo pogrešan.